Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli na našo spominsko slovesnost, ki ste se udeležili svete maše in boste sedaj prisostvovali še programu po maši. Med nami lepo pozdravljam poslanca Državnega zbora, gospoda Zorana Mojškerca in tudi druge predstavnike političnih oblasti in seveda posebej prisrčno pozdravljeni vsi duhovniki, ki ste somaševali pri maši. Obeležujemo 80-letnico poboja civilistov zaradi revolucije in posledično ustanovitev vaških straž ter Evropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga celotna Evropa praznuje vsako leto 23. avgusta. 80 let mineva od tragičnih dogodkov, ki so se poleti 1942. odvili v Rovtah oziroma v okolici. Nekaj posameznih pobojem je sledil vihar revolucionarnega nasilja poleti 1942, ki je pahnil Rovte v nemogoč položaj, kar je imelo za posledico ustanovitev vaške straže. O njeni ustanovitvi piše Franc Kogovšek, Mežnerjev Francelj, eden izmed ustanoviteljev v časopisu Ameriška domovina 1946. leta takole. Kot nekaj dni poprej v Šentjoštu so se fantje in možje zbrali in sklenili reči Italijanom, ker nas vi ne morete ali nočete braniti, ker hočemo živeti v miru, dokler se naša usoda ne odloči drugod, dovolite nam, da se branimo sami, ki se poznamo med seboj. Orožje bomo rabili samo za obrambo svojega življenja in premoženja. Tako je bila v Rovtah ustanovljena vaška straža 12. avgusta 1942. Četa 50 mož je odšla v Šentjošt, da se organizira in pripravi. Isto so storili za planinci. Čez dobrih 14 dni so se pridružili še drugi in v Šentjoštu se je zbral cel bataljon vaških stražarjev po številu okrog 400. Po par tednih vežbanja se je ta četa razdelila na Šentjošt, Rovte in Zaplano. Kmalu so partizani iz teh krajev izginili. Ljudje so se oddahnili in bili globoko hvaležni fantom, ki so jim zopet prinesli mir. Kdor je živel med nami in je pošten, mora priznati, da so vaške straže, kasneje domobranci, rešili stotine življenj in milijone premoženja, ki bi bilo žrtev razbojnikov pod krinko osvobodilnega boja. Naš kmet je spet mogel obdelovati svojo zemljo. V Sloveniji bi bilo partizanstva za zmeraj konec, če ne bi razpadla italijanska vojska, ki je dala ob razpadu partizanom orožje in tako spet pokazala, da so bile vedno zveze med slovenskimi in italijanskimi komunisti proti našemu narodu. Konec navedka. Letos namesto osrednjega nagovora izpostavljamo dva poboja civilistov, ki sta se zgodila poleti 1942. Poboj v Češirkovem gozdu in poboj v Sovri. Prvega so zagrešili partizani, drugega Italijani. A kot kažejo vsi indici in je bilo vse skozi tudi splošno prepričanje domačinov, lahko s precejšno gotovostjo trdimo,
da so tudi za drugi poboj krivi partizani, ki so nedolžne kmete, ki se jim niso hoteli pridružiti, izdali Italijanom. Leti so namesto njih opravili umazano delo. 26. julija 1942 so partizani v Češirkovem gozdu, kjer so imeli taborišče, mučili, umorili ter kar tam zagrebli 7 mož in fantov, ki so jih predtem pobrali iz njihovih domov v okoliških vaseh. Pavla Lukana, Mihovca iz Praprotnega Brda, Franca Bogataja Slabetovega iz Podpeska, brata Jakoba in Jožeta Filipiča, Lazarjeva iz Podlipe, Lovra Kogovška Celarskega, Valentina Malovrha, Čukovega iz Smrečja ter Petra Šinkovca Petrčkovega iz Zaplane. Njihov edini greh je bil, da niso soglašali z ravnanjem partizanov. Ko je bil čez 3 mesece najden njihov grob, so bili njihovi posmrtni ostanki izkopani in prepeljani na Rovtarsko pokopališče, kjer počivajo še danes. Pričevanje o tem dogodku, ki ga je po pripovedovanju Naceta Veharja iz Podlipe zapisala Sonja Malovrh, bo prebral Anton Velušček.